Ta del tudi v stranki Vesna, v Vesna zeleni stranki seveda praznujemo. S pričetkom pomladi želimo opozoriti na zelo perečo problematiko, ki se zdaj v tem času ukrajinske vojne kaže v vsej svoji moči. Radi bi pa seveda opozorili na to, kakšno hrano jemo, kako jo pridelujemo in potem v celotnem kontekstu prikazati kmetijstvo, vezano na podnebne spremembe, na okolje, biodiverziteto in tako naprej. Torej, kak je pomen slovenskega kmeta? Za začetek se moramo o tem vprašati, ker je mnogokrat ta pomen spregledan, zapostavljen. Želimo opozoriti na to, da je kmet še vedno tisti, ki pridela hrano za nas, pridela za kakovostno hrano, hrano z 0 kilometri, kar pomeni zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, zagotavlja prehransko varnost. Zdaj, če smo mi to vse pustili na cedilu, smo zapustili ob tem pomemben strateški vidik, to je zagotavljanje hrane. Slovenija je v večji meri država manjših krajev, manjših občin, vasi, torej niso tukaj mesta tista, kjer bi živelo večino prebivalstva. Zato se moramo močno zavedati tudi tega, kako ravnamo s podeželjem, kako se centraliziramo, torej moramo narediti nazaj korak proti decentralizaciji Slovenije, zagotavljati živo in aktivno podeželje, tam ljudje živijo, tam se razvijajo, tam so zaposleni, hodijo v šolo, tam lahko tudi dobijo hrano. Torej ohranjamo delovna mesta, ohranjamo kulturno dediščino, če pač skrbimo za razvoj podeželja. Po drugi strani kmetijstvo in kmet skrbita za ohranjanje biotske pestrosti, skrbita za avtohtone živali in rastline, še posebej recimo na negozdnih travniških površinah, torej tam je biodiverziteta najbolj pestra in samo trajnostno naravnan kmet lahko pravilno ravna in pravilno skrbi s takim okoljem. Pravi kmet tudi razume, kako je treba skrbeti za semena, kako je potrebno skrbeti za samo skrbnost semeni, kako je potrebno dati pozornost bioizopraševalcem. Brez tega pač biotske pestrosti ni in brez tega tudi je vprašljiva naša prihodnost. Opozorili bi radi pa tudi na socialni vidik, se pravi socialni vidik tega tretji steber trajnostnega razvoja, kako kmet živi. Danes biti kmet v Sloveniji pomeni poklic, ki je poln tveganj in poln nekih vprašanj prihodnosti. Delo kmeta je razvrednoteno in tu gremo v trendu samo navzdol. Podcenjujemo poklic, poklic pa na drugi strani zahteva celega človeka. Od jutra do večera, ob vsakem vremenskem pogoju, ob vsakem letnem času. Biti kmet pomeni tudi veliko odgovornost. Kmet je tisti, ki ravna z zemljo, kmet je tisti, ki skrbi za živali, kmet je tisti, ki skrbi za našo hrano. Torej odgovornost do zdravega, čistega okolja, odgovornost do prijaznih pogojev za vzrejo živali in predvsem prijaznih pogojev za varno pridelavo hrane. Torej sklop recimo temu, kaj pomeni biti slovenski kmet, kaj nosi ta vidik, ampak bolj osebno bo pa znal naš Uroš, ki je tudi kmet iz Zasavja, povedati, kako pa živi danes slovenski kmet in kaj je vse narobe s tem. Ja, lep pozdrav. Danes bom tukaj predvsem nastopil kot Uroš Macerl, kmet iz Ravenske vasi. In ne kot nek izobraženi kmet, ampak človek, ki živi kmetijstvo in ki se mora preživeti od kmetijstva. Lahko rečem, da mi je to, kar delam, v velik ponos in veliko odgovornost. Na eni strani seveda do tega, da imam poseljeno krajino, obdelane površine, da čim bolj pravilno skrbim za živali, dobrobit živali, da pridelam čim boljšo kvalitetno hrano in na drugi strani mi je velika odgovornost in pravzaprav velika ponos to, da sem na nek način uspel od mrtvih oživeti neko kmetijo nad zasavskimi dimniki, ki je bila takrat brez živali, zaraščena in da sem si sam ustvaril delovno mesto, da smo ga ustvarili še za sina in da danes ta kmetija živi, ima cilje, ima ambicije se ukvarjati s turizmom in se že ukvarjamo s turizmom in da smo si najprej mogli izboriti tudi pogoje, da smo sploh lahko preživeli v pogojih, kakršno so bile leta 2005 v Zasavju za kmetijstvo.
kar se tiče onesnaževanja okolja. In na te stvari sem na nek način prav ponosen. Zdaj, kot je Urša povedala, zakaj je slovenski kmet zelo pomemben, bi jaz dal nekaj besed v smislu, kakšno je stanje danes kmeta in pa kmetijstva. Samooskrba s hrano, kot vidimo, pri najmanjši krizi postane problem. Biti kmet pa seveda pomeni, tako kot je Urša pomenila, ogromno tveganje in nezanesljiva prihodnost. Delo kmeta je razvrednoteno in podcenjeno. Prodajne verige so narejene tako, da pravzaprav kmet dobi najmanj. In razmerja v teh prodajnih verigah niso pravično razdeljena. Če pogledamo samo, kakšne so odkupne cene mleka, žita, mesa in kakšne so potem cene na koncu za naše potrošnike, potem vidimo, da v tem deležu ni pravega razmerja za kmeta. Ni urejenega odkupa, predvsem zelo pomembno za manjše kmetije. Večji kmetje, večja posestva imajo te stvari kar dobro porihtane, manjši kmeti, srednji kmeti so izredno ranljivi in brez dobrega koordiniranega odkupa, zagotovljenega odkupa, takšen kmet ne bo prideloval in ne boste pripravili novih mladih gospodarjev, če ni v zadnji neke garancije, da bo lahko od tega tudi živel. Slovenska politika žal stavi na globalni trg in ne na slovenskega kmeta. In v tem času, ko leta in leta stavi na globalni trg, slovenski kmet propada. Seveda ne moremo imeti isto ceno v gorsko-višinskih kmetijah, kot jo imajo madžarski, poljski kmetje, ampak dejstvo je, da pa ko rata problem na globalnem trgu, je pa slovenski kmet edini, na katerega se lahko slovenski potrošnik zanese in še nekaj je. Z garancijo prideluje najboljšo in najbolj kvalitetno hrano. Propadanje kmetij. Tukaj bi seveda omenil veliko število, pravzaprav dnevno propadanje gorsko-višinskih kmetij, ki jih nikoli več ne bomo uživeli. Če propade kakšna ravninska kmetija, tu lahko še računamo, da bo nek sosednji kmet obdelal te površine, da bo zaral nekaj hektarov več. Ko propadajo gorsko-višinske kmetije, se zelo hitro zaraščajo in tam je izjemno veliko fizičnega dela in tja je treba priti živeti in tam je drug način življenja. Ko tam zgubiš gospodarja, ko tam zgubiš kmetijo, jo sosedova kmetija več ne more obdelati in prevzeti. Zato, ker je fizično kmet omejen s tem, koliko površin lahko obdela. Danes lahko nekemu kmetu da še 2 kmetije zraven, pa mu rečeš, damo ti vse zastonj, ampak tu so limiti, omejitveni dejavniki, strmine in ročno delo, ki ga kmet pač ne more več narediti od tega, kar naredi. Zaraščanje površin je seveda temu posledica in če pogledamo samo zasavske hribe, pa se jih spomnimo 30, 40, 50 let nazaj in danes pogledamo, kako ogromno površin smo izgubili, ki so jih leta nazaj kmetje obdelali in popasali. Pozidava je ena od naslednjih velikih problemov. Izredno veliko pozidave zelo kvalitetne kmetijske zemlje za razne trgovske centre, primer Magne, ko damo najboljše kmetijsko zemljo za obljubo delovnih mest v času, ko Sloveniji primanjkuje delavcev. In to za industrijo, ki jo pravzaprav v Avstriji nočejo. Širjenje mest navzven in ne na noter je še en problem. Jaz na svoji kmetiji obdelujem 27 hektarov. V zadnjih 7-8 letih sem izgubil 4 hektare površin, ki sem jih lahko s traktorjem pokosil. Kar je neprecenljivo za kmeta, ker meni samo površine, ki jih lahko samo popasem in na njih ne morem pridelati hrane za zimo, pomenijo dosti manj od tiste male ravnine, ki jo izredno rabim. In žal je še ena stvar tukaj dedovanje. Dedovanje je v nekih primerih v zadnjih mesecih sem doživel, ko je kmetija preko 10 hektarov z dedovanjem se razparcelirala na male dele, tisti, ki je ostal doma, ostala mu je hiša in hlev, hleva nima kaj več rabiti, ker mu je ostalo tako malo zemlje, da nima noter nič kaj dati. In drugo, vsi ostala žlahta, ki je pa pobrala kmetijo, je pa pobrala zato, da bo tam probala v naslednjih letih graditi vikende in jih prodajati
zazidljivo zemljo. In v takih razmerah, kakršne imamo, je to izredno nevarno. Kmet je eden redkih, ki nima zagotovljene minimalne plače. Poglejmo, recimo, kmet je zadolžen za oskrbo slovenskih prebivalcev s hrano. Na drugi strani poglejmo, župnik mora zagotoviti dušno oskrbo slovenskih državljanov, kmet pa hrano. In župnik ima od države plačano, plačo dobi pokojnino, je zavarovan, kmet si mora zavarovanje plačevati sam. Plačuje si najnižje možno in zato, ker nima niti minimalne plače in ni kot ostali delavci zavarovan z minimalno plačo, se rešuje tako, da dela več ur. In pomeni, kmet dela cele dni, dela sobote, dela nedelje, dela praznike in na ta način zagotovi svoje minimalno preživetje, da plača račune, da si plača stroške in minimalno za pokojnino. Ker pomeni, kmet je revež zdaj in ko bo šel v pokojnino, bo še enkrat revež in dokler bo lahko bo delal. In ko se potem vprašamo, kje so mladi gospodarji, je odgovor tu. Razpisi za kmetijstvo, ogromnokrat se iz teh razpisov financira tudi veliko predelovalno industrijo, kar se ne bi smel. Ta predelovalna industrija mora biti financirana iz gospodarskih stvari, ne pa iz kmetijskih. Kmet in kupec sta izgubila stik, zato ker se med njiju vsak s svojimi interesi urinil trg in pa politika. In ko kmet in potrošnik izgubita stik, ga potrošnik več ne razume. Potrošnik razume samo še priti v trgovino in kupiti po najnižji ceni hrano. Zdaj pa seveda bi rad povedal še nekaj, kako to izboljšati. Kmetijstvo v glavah vseh nas mora biti priznano kot strateška dejavnost in strateška panoga. Zato rabimo sistemske ukrepe in če bomo te sistemske ukrepe naredili pravilne, potem bo tu kmet del rešitve. Če bomo naredili napako pri teh prehodih sistemskih, potem bo kmet ena velika žrtev. Ob pravilnih sistemskih ukrepih bomo dosegli povečano stopnjo samooskrbe, povišano kakovost hrane in zmanjšano vpliv na okolje. V Vesni zeleni stranki smo zato v program zapisali, da zahtevamo povečanje kmetijskih površin za žita, rastline, zelenjavo, sadje, med in ne za prehrano živali, ampak za prehrano ljudi. Povečanje spodbud pridelovalcem, kmetom za njihovo povezovanje in preusmerjanje v ekološko kmetovanje in biodinamično kmetovanje. Uvedbo sistemskih ukrepov za dvig prihodkov in perspektivnost slovenskega kmeta. Zahtevamo zeleno naročanje, ki je sicer uzakonjeno, a se zelo slabo izvaja. Zeleno naročanje, kjer bo imela prednost biološko, ekološko pridelana hrana, lokalno pridelana hrana in s tem bo kmet seveda lažje prodal, lažje preživel, vsi potrošniki pa bodo jedli bolj kvalitetno hrano. Zahtevamo uvedbo digitalizacije, preciznega kmetovanja, kar se tiče optimizacije rabe umetnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. In pa seveda ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam, ki so evidentni. Tu se pogovarjamo o pasmah, ki so prilagojeni, o semenih, ki so prilagojena in tu se da še ogromno narediti. Potem pa bi dal še besedo Urši, kjer ukrepe smo še nadalje v Vesni zeleni stranki predvideli za boljše izboljšanje kmetijstva. Ja, kako torej vidimo kmetijstvo za prihodnost? Prva točka, zelo pomembna, ponovno je treba premisliti o prehranskih navadah. Še pred časom smo jedli meso skoraj 3-krat tedensko, zdaj mora biti v naših menijih skoraj 3-krat dnevno. Zagotoviti je treba več površin za pridelavo, naprimer žit, kot je pšenica, oves, ajda, manj za koruzo, ki je že tako zelo slabo odporna na podnebne spremembe. S tem lahko direktno nahranimo večje število prebivalcev.
Zahtevamo, želimo si, da bi kmetijstvo v prihodnosti gledalo na dobrobit živali, da bi bilo nehumano ravnanje živali veliko bolj strogo sankcionirano. Za vsako ceno moramo dvigniti samooskrbo, zato ljudje, vsak vrt je pomemben. Vrt osrečuje. Pozornost moramo nameniti tudi samooskrbnost s semeni. Če pač ena država nima lastnih semen, torej tu ne moramo govoriti o samooskrbnosti, ker na dolgi rok lahko izgubiš seveda strateško zelo pomemben vir. Opozoriti želimo tudi na zavrženo hrano. V svetu zavržemo tretjino pridelane hrane, s tem, da v te številke praviloma ni vkalkuliran pridelek, ki ostaja kmetu na polju. Tu so ogromne rezerve in tu je pač potrebno narediti zelo ambiciozne strategije, ambiciozne akcijske načrte in se tega lotiti medresorsko. Torej, to ni stvar Ministrstva za kmetijstvo, stvar Ministrstva za okolje, ampak stvar družbe. Raba prostora, kot je Uroš opozoril, seveda želimo si novih hiš, ampak imamo tudi velike površine, ki so degradirane. Torej, potrebno se je celostno ukvarjati s prostorom na ravni občin, na ravni krajev, vasi. Kakovost hrane, kot je bilo omenjeno, torej ljudje smo izgubili stik, od kje hrana pač pride. Hkrati je pa slovenskemu potrošniku precej onemogočeno dobiti prave podatke o izvoru živil, nismo ozaveščeni, niti nimamo zagotovil, ali je ta hrana, ki jo pač kupimo danes na trgovskih policah, zdrava in varna za nas. Politike se pripravljajo za velike in ne za male. Slovenija pa ni država velikih kmetij, ampak država majhnih kmetij, ki torej, kot rečeno, imajo zelo širok doprinos našemu okolju. Konec koncev pa moramo sprejeti zavezo širše družbe, da je kmetijstvo tisto, ki nam daje varnost, da je kmetijstvo tisto, ki lahko končnemu potrošniku ponudi varno in zdravo živilo, in tako se bi morali v bistvu tudi začeti obnašati, ne da nas samo vojna v Ukrajini spomni. Mogoče sam še kot izziv, vsem nam bi mogel biti izziv čim boljše razmerje med količino hrane, njeno kvaliteto in ohranjanjem zdravja okolja, narave in biotske raznovrstnosti. To razmerje v tem trenutku ni v redu in ga moramo absolutno popraviti. Hvala. Hvala.